večer, dober dan, kaj se reče ob taki uri, kaj se sklopi. Zdaj smo zamujali zato, ker smo hteli urediti meni mikrofon, ampak ni uspelo, tako da, ampak se slišimo, ne? Tam zadaj, vsi, tisti najbolj zadaj. Ok. Hvala vam za najavo. Zdaj se komu kam mudi. Meni bi bilo super, če kaj odgovorite, ko vprašam. Vse komu kam mudi, dovolj, da rekli, imate vsi čas. Ja. Ok. Komunikacija v poslu, kaj je ključ do uspeha, je tisto, o čimer bomo govorili v nadaljevanju. Sicer gre za moje predavanje, ampak bom tu in tam vmes tudi kaj vprašala in bom zelo vesela, če boste odgovorili. Zdaj pa, ker se spodobi, da se na začetku predstavim, ne glede na to, da je bilo nekaj čisto malega o meni že povedanega, bom jaz to naredila na en malo drugačen način, pa upam, da vam bo všeč. To sem jaz. Ta fotografija je bila profesionalno posneta, tako da če ni čisto identično, to kar danes gledate, pa tisto tam zgoraj, zato je kriva ena dobra fotografinja, slovenska Urša Premik. In to je fotografija, ki jo največkrat uporabljam, kadar moram poslati nekaj za lastno promocijo, torej za najavo dogodkov in tako dalje v zadnjem času. Samojca Lubanšek-Pehant, soustanoviteljica podjetja Retorik, tukaj je druga, soustanoviteljica Polona, moja najboljša prijateljica. In v podjetju Retorik zdaj že skoraj 20 let, podjetje samo ni tako staro, prej smo delali na druge načine, se ukvarjava s komunikacijo, z izobraževanjem z področja poslovnega komuniciranja, s treningi, s proučevanjem vsega, kar komunikacija počne ali ne počne, oziroma načinov, kako nam služi ali pa ne služi v nekih medosebnih odnosih. Sicer sem diplomirana ekonomistka, ki se je odločila iti študirati naprej na magisterij medijske produkcije in novinarstva. Zdaj trenutno sem pa na polovici specialističnega študija v Beogradu, kjer študiram psihodinamiko organizacij oziroma odnosov v organizacijah, tako precej zapleteno se sliši, ampak gre samo za to, kako posamezniki vplivamo na skupine in kako skupine delujejo na posameznika. Gre za študij, ki se izvaja po licenci Londonskega inštituta Tavistock, ki velja za najboljši inštitut z področja psihoterapije in psihodinamike na svetu, oziroma enega najboljših. Kar se tiče mojega dela, pa kot že rečeno v podjetju Retorik, predtem sem delala v medijih, kot napovedovalka, najprej na radiju, potem na televiziji, kasneje sem bila urednica, pa producentka, nekaj časa urednica tudi v tiskanih medijih, sporedno pa sem že začela tudi predavati najprej študentom, zadnjih dobrih 10 let pa skoraj da izključno po podjetjih, tako da to sodelovanje s tovarno podjemom, pa nekaj malega zdaj z obrtno zbornico Maribor, je tisto prvo, kjer se spet odpiramo nekak navzven skupinam, ker je bil izkazan interes, da še komu drugem raznih podjetjih kaj povemo. In ko govorimo o podjetjih, v katerih smo predavali, lahko povem, da smo predavali zavarovalnici Tilija, na primer, dokler je še bila, pa zavarovalnici Maribor, pa potem veliko v družinskih podjetjih, zdaj od podjetja Podkrižnik, pa Kovinoplastika Benda, pa Matjaž, pa še bomo tam števali. Kaj si mislite o meni? Brigita je bila na mojem predzadnjem srečanju na Marli podjemov, tako da vi že veste, ne? Kaj sledi? Ja, redo reference, ne? Fajn izobrazba, super delovne izkušnje, mislim, tako kar fajn se sliši. Ampak ni tako popolno, kot se zdi, ker recimo magistrske naloge nisem nikoli napisala, čeprav sem naredila vse izpite. Poleg tega, da sem v poklicu, sem tudi mama dvema navihancema, ki sta danes z mano, žena možu Andreju, letos bo 17 let, kar sva zaenkrat še srečno poročena. Špela pa Gašper, da več ponavadi povem, kdo kravžlja živce bolj, danes pa ne bom, ker sta oba tukaj. Poleg tega napovedujem, vodim prireditve, to je nek ta stik z mikrofonom, ki ga mi, ki smo kadarkoli v medijih bili, sicer vedno pogrešamo in bolj se nam zdi strašno, fajn, ko pridemo spet do njega.
In s ponosom lahko povem, da bom letos že 3. leto zapored vodila tudi festival Lent, oziroma Folka. Predavam te vloge, me boste danes tudi spoznali. Strašno rada sem samo prijateljica, ko nisem ne mama, ne žena, ne poslovna ženska, ampak enostavno baba, ki z drugimi fajn babami potuje po svetu. In ena moja velika šibkost, da ne bom rekla slabost, je, da strašno rada vtikam nos povsod, da sem control freak, da moram vedeti vse, kar se dogaja. In ko smo renovirali stanovanje, se mi je tudi zdelo, da moram vedeti točno, zakaj kateri zid premikamo, pa zakaj so inštalacije napeljane točno tako, kot so. Kot sem rekla, moja predstavitev je malo drugačna in namenoma je takšna. Zato, ker je nekako postalo moderno ali pa nujno v današnjem času, da se vsi nagibamo k neki popolnosti. Mediji nas temu nagovarjajo, kjerkoli smo, povsod vidimo vse lepo. Ne nazadnje tudi, če razmišljamo o uporabi Facebooka, pa Instagrama in tako dalje, kakšne fotografije objavljamo? A se kdo objavi strašno len, utrujen, izmozgan, ženske brez make-upa, nenasmejane? Tu pa tam ne, bolj poredko, ne ravno pogosto. Namreč, najbolj fajn bi bilo, če bi vse zgledali tak, ne? Viktorijini angelčki, lepe mišice, točno tam, kjer morajo biti, nič po naše povedano špeha, ko nam začnejo se delati gubice, nam hitro povejo, kje lahko dobimo botoks ali hialuron, da bomo malo bolj popolne, in vam moškim ni nič kaj dosti bolj prizanešen. Ko govorimo o poslovni komunikaciji, če pridete na sestanek urejeni po zadnji modi, v sakoju, obleki, srajci, boste imeli v začetku sigurno več možnosti, da vas bo tisti na drugi strani poslušal, kot če pridete v kavbojkah in usnjeni jakni. Nekako se pričakuje in tudi mediji nas nagovarjajo k temu, da bomo superiorni, ženske bomo zmogli vse. Kuhati kot Alma, vedeti, kakšne so bili rezultati nogometne tekme včeraj, biti najboljše mame, super žene, zvečer voljne za svoje može. In tudi od moških se pričakuje, da boste bolj ali manj supermeni. Pa je res tak? Je realno? Smo tak? Kdorkoli? Kadarkoli? In enako je komunikacija. Vsi smo ranljivi, ampak to ranljivost v zadnjem obdobju, še kot kadarkoli v zgodovini, skrivamo za 4 stene, ali pisarne, ali pa svojega doma. Pa če se vrnem zdaj nazaj na Facebook, katera objava dobi več všečko? Lahko gre za isti dogodek, objavimo enako fotografijo, pa na eni pripišemo. Super je bilo, strašno fajn smo se imeli, dobro mi je uspelo, recimo današnje predavanje, kibla je bila polna, ali pa drugi, kjer bom napisala, zmatrana do konca, utrujena, kavč ne kliče, ampak fajn je bilo. Kaj mislite? Prva ali druga? Prva. Druga. Ja, največkrat druga. Zakaj? Ker vsi vemo, da smo vsi ranljivi, da ni nikogar, ki bi bil popoln. In če se nekdo razgali, pokaže svojo ranljivost, nam je drugim to všeč, hkrati pa se spet vsi trudimo biti popolni. Pa ne samo v življenju, tudi v komunikaciji. Začela sem na tak način zato, ker ste danes tukaj tisti, ki vas zanima, kakšna komunikacija v poslu je uspešna. Vaša lastna, tudi če naredite kdaj kakšno napako, če niste popolni v komunikaciji, pa če ste iskreni, vas bodo prej slišali, kot če se boste trudili biti strašansko popolni, vse izpeljati, točno tako, kot piše v učbenikih, hkrati pa ne boste to več vi. In recimo eno tako vodilo, ki mene vodi že zadnjih nekaj let in se mi zdi zelo fajn, odkar sem ga posvojila nekak za svojega, je, da se v življenju trudim biti dovolj dobra, ne popolna. Ker če sem dovolj dobra, sem lahko najboljša mama. Če sem dovolj dobra, sem lahko najboljša trenerka na svojem področju. Tudi vi ste lahko dovolj dobri, pa vseeno najboljši. Čem je razlika med biti dovolj dober in na drugi strani biti popolni? Popolni so nezmotljivi. Če se trudite biti popolni, ne smete delati napak.
ker si jih niti sami ne boste odpustili. Če ste pa dovolj dobri, ste še vedno lahko najboljši, pa hkrati lahko naredite kako napako, se je zaveste, po možnosti popravite in greste dalje. Zato tudi v komunikaciji naj velja, trudite se biti dovolj dobri, da boste najboljši za tisto, kar si sami želite, za cilj, ki si ga želite doseči. Moj moto ali pa tisto, kar zagovarjam, zelo srčno in s celo svojo bitjo je, da je komunikacija skoraj vse. Je kdo tukaj, ki se ne strinja? Vsi se strinjate, je kdo tukaj, ki se strinja? Vidijo se, kako da roke poletele zrak. Skratka, komunikacija je skoraj vse. Predstavljate si, da imate najboljši produkt ali pa najboljšo storitev tega sveta. Pa za njo nikomu ne poveste oziroma nihče za njo ne ve. Kaj vam pomaga? Nič. Ker je ne boste nikomor prodali. Ali pa primer iz privat življenja. Strašansko se zaljubite. Bolj pa tistemu na drugi strani tega niti ne poveste, niti ne pokažete. Ne boste z njim, ostali boste sami, ali pa boste drugemu pokazali potem, ko boste ugotovili, da pri prvem ni šlo, pa boste potem pa čez teklo pred seboj. Skratka, trdim, da je komunikacija skoraj vse in to zagovarjam tudi na vseh svojih predavanjih, delavnicah, treningih in tak naprej. In da to podkrepim, bomo zdaj pogledali še nekaj filmčkov, ki pa so mogoče bolj razumljivi ali pa bolj plastično prikažejo to, kam vse komunikacija gre, na katera področja in kako se dogaja. Pa predlagam, da začnemo s prvim. Zdaj, z vsakega od naslednjih 4 filmčkov bi se lahko nekaj o komunikaciji naučili. Kaj mislite, kaj bi se lahko naučili iz tega filmčka? Ali pa se bomo, recimo, ne da bi se lahko. Prvo dejstvo je, da komuniciramo od rojstva. Čisto od malega komuniciramo. Na kak način pa komunicirajo dojenčki? S čim? A nam povejo? Mama, lačen sem. Z jokom. Z jokom, ja. Z jokom, pa tu pa tam malo nekaj vrtotajo, nekaj nam čisto nerazumljivega, ne? Ampak starši, predvsem mame, vedno vemo, kaj je z otrokom in kaj z otrokom ni. Plačen, pokakan, polulan, vse nam sporočijo z jokom in mi to vse razumemo. Na kak način se pa mi pogovarjamo z dojenčki, to, kar smo videli tukaj. Tako da poskušamo posnemati njegove zvoke. Na tak način se želimo prikupiti tistemu malemu pitecu in mu sporočiti, da nismo zelo namerni, da imamo dobre namene, da smo prijazni in ne ime rad. Spet, kakšna je lekcija za poslovno komunikacijo? Strokovno to imenujemo zrcaljenje. V praksi pa pomeni, da je vedno dobro posnemati tistega, ki je na drugi strani. Tistega, ki govori, njegov način izražanja, govorenja, neverbalne komunikacije. Kaj dela s telesom? Ali govori hitro, ali govori počasi. Kako se izraža, kako gleda. Bolj kot ga bomo znali posnemati, prej nas bo vzel za svojega. Prej nam bo zaupal. In če prodajate, prej mu boste prodali. To pomeni, če imate na drugi strani nekoga, ki recimo, da govori precej časi, premišljeno, da se ne odzove takoj na to, kar mu govorite. In če ste vi po naravi, recimo nekdo, ki govori in razmišlja hitreje, bi mi zdaj počasi odtrgali glavo ali pa odšli, če ne bi to izpadlo nevljudno. Ampak dejstvo je, da če imate na drugi strani počasnega govorca, vi ste pa nekdo, ki govori hitro. Naredite kaj? Umirite sebe, ne predvidevate, ne postavljate se v neke lastne občutke, zdaj pa je treba nekaj na hitro in kaj bi jaz zdaj z njim, pa poskušate odpreti oči in poskušate v trenutku postati bolj strpni. Ker mogoče ravno ta človek, ki je na drugi strani, ki govori počasneje,
ima za vas neko pomembno informacijo. In predvideva, da nekdo, ki govori počasi, da je nasplošno počasen, je lahko včasih nevarno, zaradi tega, ker tudi počasni ljudje so počasni z razlogom. Nekateri zato, ker so takšni po naravi, drugi zato, ker so premišljeni. Zdaj smo dojenčko prišli že do počasnih ljudi, ne, odraslih. Zdaj je počas čas, da se premaknemo do naslednjega filmčka. Eden najpomembnejših elementov komunikacije je prav govorica našega telesa. Obrazna mimika, s katero sta oni dva skoraj da vse povedala. In takoj tukaj vas naj opozorim, da nasmeh je tisti, ki ga dajte deliti večno okoli kot največkrat ga. Zato, ker če boste zgrešili, boste kaj naredili narobe, ali se boste zmotili, ali karkoli se vam bo takega zgodilo, če se boste prijazno nasmejali, ob tem je veliko več možnosti, da boste z druge strani dobili prijazen odziv ali pa da vam bodo neko vašo napako oprostili, kot če tega ne boste naredili. Še nekaj, obraz nas veliko krat izdaja. Vigne majno obrv, tisti na drugi strani vidi, da nam nekaj všeč, da nam ne paše, da nečesa nismo razumeli. Je gledal kdo serijo Lajko ni laže mi? A mislite, da je kaj res tam? Ja. Vse, kar se v seriji, v smislu analiz, kar dr. Lightman odkrije, je res, je znanstveno dokazano. Tako da, nekaj malega recimo, da se lahko iz take analize, ki tudi naučimo, če ne drugega, vsaj to, da je komunikacija tista telesna in tisto, kar počnemo s svojim obrazom, vedno pomembno in nas lahko izdaja. Vidimo zdaj, kdo si upa biti dovolj glasni in povedati, kaj bi se naj iz tega filmčka naučili, kaj nam sporočajo. Pakiranje je pomembno. Kako? Pakiranje je pomembno. Pakiranje je pomembno, absolutno. Absolutno, jaz vidim, da vse ženske soglašamo. Še posebej, ne, Barcelona. Recimo, če kdo sledi na Facebooku Poloni Požgan, ali pa Retoriku, ali pa meni, Polona je danes objavila en post, da je zastala v pisarni in da je sanjala, da potujem v Barcelono, oziroma da ona potuje, ampak jaz sem pač vedno zdravi. Tako da za to asociacija na ta polček, absolutno ja. Ta filmček nas opozarja, kako zelo pomemben je prvi vtis, ki ga naredimo na ljudi. V kolikem času si ustvarijo prvi vtis tisti, ki nas prvič vidijo in srečajo? V 7 sekundah. 7 sekund je tako malo, da če bi jaz zdaj šla pri vratih noter in da pridem tukaj do vas, boste preden bom jaz prišla pred vas, imeli vsi o meni že ustvarjeno svoje mnenje. Nekaj si boste o meni mislili. Pa ne gre za to, da bi zdaj vi razmišljali, ko bi jaz hodila, aha, gled, ona stopa zdaj s takim tempom, drži se tak, je vzravnana, ni vzravnana, se smeji, se ne smeji. Ne, vse to se dogaja na podzavestni ravni. Mi niti ne razmišljamo o tem, pa imamo v nekem trenutku že neke simpatije do nekoga ali pa tudi ne. Torej, prvi vtis se zgodi v manj kot 7 sekundah oziroma najkasneje v 7 sekundah, ko človeka vidimo. Zdaj, zelo drastično to ni, zato ker imamo največkrat več kot 7 sekund na razpolago za srečanje z nekom in lahko ta prvi vtis popravljamo. Ampak za popraviti prvi vtis je pa potem vedno potrebno še več časa. Tako da je boljše, da se na prvi vtis pripravimo, da vemo, s kakšnim namenom prihajamo k komu, s kakšnim namenom gremo ali na sestanek, ali na neko predstavitev, razmislimo o tem in pridemo samozavestno pred našega sogovornika.
Jaz sicer danes v nadaljevanju tega nisem pripravila, pa bom zato zdaj malo načela to temo. Ko govorimo o prvem vtisu, kako pomembno je rokovanje. Ali se rokovati, ali se ne rokovati. Ja, kadarkoli imate možnost in priložnost, se rokujete. Zato, ker je to edina priložnost, ko imate lahko fizični stik z osebo, s katero se boste pogovarjali, sestankovali ali karkoli podobnega. Kaj je pri rokovanju v redu in kaj ne? Kakšno rokovanje je primerno? Stisk ruke, ja. Slabše tiste nekaj, ki nekaj pa tak medlo. Ja, mrtva riba, rečemo tistemu, ne? In kaj nam sporoča ta mrtva riba, ko nekdo da roko na tak način? Da ga stisneš, prijavno. No, to je pa druga skrajnost, ja. To bomo ženske posebej rade. Ta mrtva riba, ne, predstavljate si, ko vam nekdo da tak na mehko roko, vas lahko prosim. Ne? Kaj kar stisnete, jaz bom. Ne? Je fajn? Bi se še pogovarjali z mano? Zdaj ste videli, jasno, ne? Načeloma je to nekaj, kar nas odvrne od tega, da bi verjeli, da bomo lahko s takim človekom naredili kaj koristnega. Ali sklenili posel, ali se imeli v redu v nadaljevanju in tako naprej. Torej, roko stisnemo normalno, z neko normalno jakostjo in spet ne tako, kot je rekel gospod. Mojca me veseli. Čist vredo je, moji členki niso povrčili in ne pobelili, tako da je vredo. Ampak tudi, če nam kdo zelo stisne roko, naredi to zakaj? Največkrat zato, ker bi nam rad pokazal in dokazal, da on je pa iskren, on pa misli resno. Pa ni fajn, ne? Ker taka pretirana iskrenost je tudi mejna, že v začetku. Ok, gremo do naslednjega filmčka. V prejšnjem filmčku smo začeli z govorico telesa pri obrazni mimiki. Zdaj nadaljujemo malo nižje do rok. Roke, gestikulacija, izjemno pomembna pri komuniciranju, ampak kam damo roke, kadar nastopamo pred ljudmi, kadar predstavljamo nek projekt? Nikamor, na njih ne mislimo, na njih ne razmišljamo. Roke spustimo in potem, ko bomo mi dovolj samozavestni, bodo roke začele delati same. Ker na silo razmišlja, kdaj naj katera roka kam gre, ali levo, desno, naprej, nazaj, gor, dol, spet ni naravno. Koga radi slišimo, koga radi poslušamo? Tiste, ki delujejo iskreno, ki so v svoji komunikaciji naravni, ki so sproščeni in samozavestni. Zato v rokah ne razmišljamo. Če pa govorimo o pravilih, ki so zapisane v knjigi, je pa delovno področje rok med pasom in med bravo. Vse, kar je višje, deluje. A se fajn počutite, če govorim na tak način? Največkrat ne? Zakaj? Ker deluje agresivno. Spet pod vplivom treme včasih, ko smo. Imamo roke nekje malo prenizko, potem z njimi tu spodaj necamo, to spet ni prijetno za pogled in hkrati sporoča kaj? Da imamo tremo. Da imamo tremo in ni okej. Skratka, kadarkoli smo sproščeni, če ste na kavi s prijatelji, na pivo s prijatelji, vidim, da imamo danes nekaj moških, kar posebej veseli, ker običajno na teh komunikacijskih srečanjih imamo več ženske publike. Kako govorimo? Da razmišljamo o rokah? Ne, roke pa delajo. Roke vedno delajo in kadar delujemo naravno, delajo največkrat ravno v tem področju med pasom in med bravo. In ko govorimo o rokah, imamo tukaj pripravljen še en filmček. Posebej izpostavljene pri neverbalni komunikaciji so dlani. Razprte dlani pomenijo iskrenost. Če vas nagovarjam s pestmi, to spet ne deluje v redu. Torej, razprte dlani so tiste, ki so naravne in ki delujejo prijazno. Ne kažemo s prstom nikoli na sogovornike, tudi če bi jih pohvalili. Če bi jaz zdaj rekla Špela, zelo si bila pridna danes v šoli, bi se Špela počutila kak?
najbrž ne najboljše. Zaradi tega, ker kakršnokoli kazanje s prstom na ljudi, tudi če je pozitivna konotacija, ni v redu, ni zaželeno, deluje negativno. Spet govorimo o tem, kako stvari dojemamo na podzavestni ravni. Če koga izpostavljamo, ga izpostavimo s celo dlanjo, tudi v kolektivu, ko želimo nekoga pohvaliti in izpostaviti, vedno to naredimo s celo dlanjo in najbolj ta dlan tako razvrta. Mogoče okoli, da ni še ena stvar, eno pogosto vprašanje, ki se pojavi na tovrstnih predavanjih je, kam pa z rokami, kadar sedimo, če sedimo pri mizi, kje lahko imamo roke? Roke oziroma dlani morajo biti vedno v vidnem polju vašega sogovornika. Če je pred vami miza, imate roke na mizi, v vidnem polju vašega sogovornika. Če imajo stoli naslon in imate možnost potisniti stol toliko nazaj, da bo sogovornik vaše dlani videl čez mizo, potem jih lahko odložite tudi na naslonjavah. V nasprotnem primeru jih imate na mizi v nekem sproščenem položaju. Spet jih nimate danih skupaj, pa danih naslanjate brade. To ni ok, ker s tem sporočam, da ali niste zainteresirani, ali boste vsak čas malo zakinkali, kaj podobnega. Dobro, prej smo ga že omenjali in naj ga omenim še enkrat. Najpomembnejše sredstvo, ki nam lahko služi v komunikaciji, je nasmeh. Nasmeh je zelo povezan s prijaznostjo, ki jo zagovarjamo. V komunikaciji biti prijazen je ena tistih stvari, ki je dejansko najbolj pomembna. Če smo prijazni, če smo spoštljivi, bomo naleteli na pozitiven odziv. Ni vedno tak in nobena stvar, o kateri danes govorimo, ni vedno točno taka, kot jo predstavljamo. Zato, ker so vedno izjeme, ki delujejo drugače, ki reagirajo drugače, ljudje, ki se enostavno tudi obnašajo drugače kot večina in jih sprejemajo drugače. Ampak jaz vam danes govorim o stvareh, ki po večini funkcionirajo. Pri večini ljudi se dobro obnese, če ste z njimi prijazni in če jim podelite nasmeh, ga največkrat tudi dobite nazaj. Kolikokrat se nasmehne otrok v enem dnevu? Da vidim, kdo je prebral teaser za to predavanje. 400krat v enem dnevu se nasmehne mali otrok. Kolikokrat odrasli? Približno 15. Spet je to odvisno, v kakšni sredini živite, v kakšnem kolektivu delujete. Tisti, ki ste v dobrih kolektivih, kjer so dobri medosebni odnosi, sigurno malo več. Tisti, ki niste, temu primerno malo manj. Ampak, zakaj je nasmeh pomemben? Eno je za gradnjo medosebnih odnosov, drugo pa je, da zato, ker pozitivno vpliva tudi na naše počutje in na naše občutke. Namreč, kadar se smejimo, se tvori hormon serotonin. In serotonin ženske kuri kalorije. To je prvi pomemben podatek. Drugi, ki je pomemben za vse, mogoče še malo bolje, pa ta, da serotonin ubija kortizol. Kortizol pa je hormon? Ja. Torej, več kot se smejimo, več je možnosti, da s tem preženemo stres. In še ena dobra stvar pri smehu je ta, da naše telo ne loči, kdaj se mi smejimo zares, torej kdaj nam je res kaj smešno in se dobro počutimo, in kdaj se smejimo na silo. Tako da zdaj recimo, da bi se malo na silo vsi skupaj smejali, da se spravijo malo boljšo voljo. Se ne, da ne vedli, ampak malo vas izzivam, ker vidim, da smehe, kako? Joga smeha. Ja, joga smeha, absolutno, ne, zakaj funkcionira. Se to je samo še en dokaz več, da telo očitno odreagira tudi takrat, kadar ga malo prisilimo te nasmehe. Dobro, skratka, ne pozabite na nasmeh, namreč komuniciramo tako, kot se počutimo, oziroma tako, kot čutimo. Na zdravje res je. In kako čutimo? Čutimo pa tako, kot mislimo. Naše misli potencirajo naša čustva. In dobra novica pri tem je, da misli lahko sami izbiramo.
Zdaj še en tak podatek, ki je zanimiv, je, da recimo skozi naše misli dnevno potuje okoli 70.000 različnih misli in 70% teh misli je negativnih. Ko otrok hodi po robu pločnika, ne pomisliš na to, kak fajn, da se uči ravnotežja, ampak pomisliš na to, kaj se bo zgodilo, če pade. Ko uvajaš nov računalniški program v podjetju, razmišljaš največkrat, kdo bo proti, ali bo delovalo, kaj bo šlo narobe, koliko več dela bomo imeli. Ne razmišljaš o tem, kakšne koristi nam bo prineslo in kak fajn, da bomo znali nekaj novega. Ampak misli lahko sami spreminjamo, kar pomeni, da če spremenimo misli v pozitivne, če na pozitiven način pogledamo na stvari, potem bomo tudi komunicirali bolj prijazno in bolj pozitivno s tistimi, ki so okoli nas. In moč besed vpliva na naše počutje pa na naše odnose z drugimi. A je kdo tukaj, ki je kdaj delal v kolektivu, kjer je imel zraven sebe sodelavca, ki je vedno nergal nad tem, spet moram jaz, on ne rabi nikoli, ko bom imel večjo plačo, bom, vse oni samo sedijo tam zraven. Ko se človek počuti ob takem sodelavcu? Tako se ga počasi začneš na veliko izogibati, če je le priložnost, da ga ne srečaš. Zato, ker je tudi slaba volja nalezljiva. Fajn je vedeti to, da če smo pa dobre volje, potem pa lahko mi vplivamo na to, da se bodo ljudje okoli nas počutili dobro. Bom poskusil, želim si nekaj novega, dajmo skupaj to narediti, potegne zraven tudi ostale. Verjamem, da ste danes tukaj zbrali taki, ki ste pripravljeni na spremembe, ki si jih želite, ki delujete v tem kontekstu, da se spreminjate. Ker iti poslušati nekoga z bilo katerega področja pomeni, da imate interes vedeti nekaj novega. In kadar vemo nekaj novega, se spreminjamo na tak način, kot si sami želimo. Namreč dejstvo je, da se ljudje spreminjamo od rojstva do smrti. Vprašanje je samo, kako se bomo spreminjali. Ali tako, kot želimo, ali pa tako, kot nas bo nosil to življenje, ki ga bodo določali drugi okoli nas. In smo, kar počnemo, odličnost, potem take ni dejanje, ampak narava. Če si prizadevamo biti odlični na vseh področjih, dovolj dobri, da bomo odlični, potem se bomo spreminjali. Vsak dan znova v smeri, ki smo si sami izbrali. Kaj nas pa lahko pri tem pobira, ker veste, kdaj sprejmemo največ odločitev, da generalno gledamo cela populacija. Prav en datum je, ko sprejmemo vsi največ odločitev. Ja, za novo leto bomo vsi skušali, nehali kaditi, hodili več na fitness, telovadili, vstajali bolj zgodaj, 5 ura jutranja, ne, se to znate. Zdaj je modno o 5 zjutraj vstajati, vsi bomo o 5 vstajali in do 9 bomo rešili svet. In pol rešujemo svet, kako dolgo? 14 dni? Tam do 3 tednov že malo, da se drži, ne? Zakaj? Zaradi tega, ker vsaka sprememba, vsaka odločitev za spremembo terja akcijo. Ja, vse smo v akciji, torej 14 dni smo še v akciji, ne? Pa nam malo volja mine, malo pridejo nazaj tisti stari miselni vzorci, pol na koncu si misliš pa klin zgleda te 3 kile več, kar sem jih decembra naložil, ne? Ker je lažje. Lažje je ostajati v starih vzorcih, kot pa se nagniti k nečemu novemu. Vztrajati pri spremembah. Vztrajati. Torej za spremembe rabimo kaj? Vztrajnost, akcijo, energijo, voljo, znanje, motivacijo. Ampak samo s tem pridemo naprej. Do tega, da postanemo drugačni, da postanemo boljši, ne glede na to, ali se odločamo za področje komunikacije ali za katerega drugega. In jaz bi zdaj rada se malo dlje časa ostala pri tem slajdu, zaradi tega, ker se mi zdi, da je vse to lahko zelo tesno povezano s tistim, kar je bilo na prejšnji strani povedano. Torej, z izboljšanjem teh veščin se nagibamo k odličnosti,
In hkrati na drugi strani je zato, da karkoli od tega izboljšamo, potrebno vse tisto, kar smo rekli pri spremembah. Pa gremo lepo po vrsti. Če sem rekla, da je nasmeh tisto, kar nam lahko najbolj služi, kadar smo v neki situaciji komunikacijski, ko nam nekaj najbolj ne gre ali se nam zatakne, potem nas nasmeh reši. Nasmeh je vstopnica za neke medosebne odnose. Če pridemo smejek nekomu, ga pozdravimo, sigurno lažje nadaljevati pogovor. Ampak jaz mislim, da je poleg nasmeha tista kar enako pomembna veščina v komunikaciji, če ne celo še bolj, poslušanje. Zato, ker veliko krat poslušamo, pa malo krat res slišimo. Ljudje smo bistveno boljši govorci kot poslušalci. Pa bi bilo boljše, če bi bilo obratno. V minuti lahko izgovorimo 150 besed. Tisti, ki posluša, prejme pa 1000 informacij. Razkorak med besedami, ki jih nekdo govori, in med informacijami, ki smo jih sposobni predelati v eni minuti, je 850. 850 enot prostora, da nam naše misli nekam uidejo. To pomeni, če jaz zdaj govorim vam, vi mene poslušate, jaz povem 150 besed v minuti, vi vseh teh 150 besed sicer slišite, ampak ko se mimo pelje avtobus, ko zadaj nekdo zruži, je to vse priložnost, da vaše misli odplavajo nekam drugam. Če imate plane za nocoj, lahko razmišljate o tem, recimo, da vas celo vsako besedo nagovorim k temu, da vas potegne malo v eno drugo smer, kaj boste počeli, koliko časa je še do takrat, a se bo to zgodilo točno ali se ne bo. In dober poslušalec zazna ta trenutek, ko mu v misli pride nekaj drugega, ne tisto, kar bi naj slišal in poslušal. Zato je poslušanje veščina. Kaj naredi s to mislijo? Enostavno jo odžene stran in se spet osredotoči na tistega, ki ga posluša. Skratka, zdaj, da preverimo malo, kako dobri poslušalci ste in kako moteče je, recimo, če se okoli tebe nekaj dogaja, predlagam, da se obrnete k sosedu in minutki poveste, kdo ste, kaj delate, kaj vam je všeč, skratka se zelo na kratko predstavite. Po minutki bom jaz rekla stop in se bo predstavljal drugi. Ni pomembno, kako se boste predstavili. Pomembno pa je, da slišite, kako se vam bo predstavil tisti drugi. Ok? Imate vsak svojega soseda? Jo. Ok, kaj začnimo?
znancih. Ste si kaj zapomnili o njih? Ja. Ok, če vas zdaj izzovem, da predstavite koga, se kdo javi? Ni treba. Da vas na hitro malo prestašim. Koliko je bilo za vas moteče to, da so se predstavljali tudi vsi ostali in da je bilo hrupno? Zelo? Nič kaj? Nič? Ja, zanimivo, ne? To pomeni, da ste bili resnično radovedni, kdo stoji oziroma sedi na vaši drugi strani. Največkrat je tudi hrup tisti, ki nas lahko ovira pri tem, ko se nam nekdo predstavlja, ko nekdo govori. Skratka, okoli poslušanja obstaja veliko teorij in veliko dejstev, kaj pomeni biti dober poslušalec in na kak način se tega naučiti. Predvsem, in tisto, kar si najbolj zapomnite, je to, da kadarkoli nekoga poslušate, delajte to zavestno in osredotočeno. Če si ne zapomnite imen, ko se vam nekdo predstavlja, je razlog kje? Ker ne poslušate. Pozabiš. Zakaj? Zakaj pozabiš? Telefonsko si jim zapomnil ime, ne, obraz ja. Ne mogoče. Dolgoročno gledano. Ne vem, ja, dobro, mislim, ja, naslednjo uro. Zakaj? Glejte, ker bom malo komentirala to, kar sem odgovorila, namreč, kaj delamo, ko se nekomu predstavljamo ali se nekdo predstavlja nam? Največkrat že razmišljamo, kaj bomo povedali mi potem, kako se bo pogovor odvijal dalje, kaj potrebujemo od tega človeka, zakaj je fajn, da ga spoznamo. Razmišljamo o tem, kaj počne, kako je oblečen. Ženske sploh rade ocenijo, zelo hitro, ne? Kdo ima obleko po zadnji modi, kdo pa iz kolekcije iz prejšnje kolekcije. No? Skratka, poslušamo z očmi, gledamo, opazujemo in nam misli bega do tisti 850 predal, ki smo ga prej že omenjali. In največkrat si zaradi tega ne zapomnimo imen. Jasno, da je lahko tukaj tudi še kak drugi dejavnik, kot recimo to, da spoznate veliko ljudi v kratkem času, veliko novih obrazov in imen, potem je bolj verjetno, da si jih ne bomo zapomnili in tudi bolj normalno. Ko govorimo o dejavnikih, ki vplivajo na komunikacijo, gremo dalje od poslušanja zelo pomembne točke. Kako komunicirate sami s sabo? Kdaj sploh razmišljate o tem, kako komunicirate sami s sabo? Komu poveste najgrše stvari na najbolj grob način? Komu? Ogledalo. Če ni ogledala, pa v mislih, kar hitro, ne? Sploh ni treba ogledala, največkrat sami sebi. Nekaj naredimo narobe, pa se zelo hitro lahko rečemo kako telesen. Kolikokrat si pa rečete, da se imate radi? Čudakinja, kaj nam tu govori, nekaj ima to veze s komunikacijo. Dosti, zaradi tega, ker tako kot se pogovarjate s sabo, se boste pogovarjali z drugimi oziroma se bodo drugi z vami. Zakaj? Ker tako se boste počutili. Če ste prijazni sami s sabo, boste lahko prijazni z drugimi. Boste želevali drugačno energijo in ljudje se bodo do vas obnašali drugače. Tudi ko kaj ne gre v službi, lahko sami sebe bodrite k temu, si poveste, glej, ni šlo prvič, poskusi še drugič. Ne bom podbila onega stavka prej, ker največkrat se rečemo kaj drugega, ne to, kar sem zdaj povedala. Torej, zelo pomembno, kako se pogovarjate sami s sabo. Kako se pogovarjam, kadar sem v interakciji z eno osebo? Drugače, kot takrat, kadar nagovarjam skupino ljudi. Kadar se pogovarjam z eno osebo, pride poštev tudi tisto zrcaljenje, o katerem sem prej govorila. Gledamo sogovornika, ga poskušamo na nek način vsaj malo posnemati oziroma se mu približati. Smo osredotočeni, zdržujemo očesni stik. Včasih smo govorili o tem, da kadar poslušamo nekoga, bo je treba dati vedeti, da ga slišimo, je treba prikimavati, je treba sedeti vzravnano, je treba tudi tam mogoče celo potrditi kaj, z besedami, jasen pogled. Danes pa lahko povem, da čisto vse to pozabite. Zaradi tega, ker če res poslušate, se to itak samo od sebe zgodi.
Ni treba razmišljati o tem, aha, zdaj pa je povedala nekaj, s čimer se strinjam, torej moramo kimati. Ampak se to zgodi spontano, če smo res prisotni v pogovoru. To je, kadar komuniciramo z eno osebo. Kadar nagovarjamo skupino ljudi, tako kot zdaj v mojem primeru, je moja dolžnost kaj? Da vas gledam vse, ki ste v dvorani. Včasih so učili, mojstri retorike, kam naj gledamo. Če nagovarjaš večjo skupino ljudi, še posebej zato, ker vzdrževati očesni stik je tako precej težko pred ljudmi. Težko je gledati, včasih sploh, če imaš malo treme, je to še težje, ker te lahko še bolj zmede, ko te nekdo gleda nazaj. Potem so nam pa rekli, gledajte po vrhovih glav ljudi. Tako malo, zgornji del čela pa nasišče. Zdaj predstavljate si, da bi jaz govorila, da bi vas malo Vsi imate občutek, da vas gledam direkt v oči, zelo naravno izpade. Vedno gledate ljudi v oči. Razen, kadar nagovarjate ogromne dvorane, kjer ljudi v oči pač enostavno ne morete videti, takrat se v tem primeru nekako razdelite dvoran na segmente, pa je vseeno date občutek, da gledate prav njih. Če govorimo o skupini ljudi na sestanku, recimo, ste na sestanku službenem in govorite, predstavljate projekt. Koga gledate? Šefa? Vse, vedno gledamo vse ljudi. Včasih se sprašujemo ali dobimo vprašanje, ko nekdo nekaj prodaja, recimo kuhinje, vseeno kateri proizvajalec in pride tja družina. Mama, oče, 2 otroka, prodajalec se pogovarja s kom. Največkrat z ženo, zaradi tega, ker se predvideva, da žena kuha. In se ji posveča in odgovarja na njena vprašanja, mož sedi zraven, otroka tekata, malo nažirate živce temu prodajalcu, ker nista primeru. Kaj je narobe? Narobe je to, da mogoče ta ženska sploh ne kuha. Da kuha mož, da nima nobenega veselja do kuhinje in on predvideva, da je ženska tista, ki bo kuhala v tej kuhinji. Narobe je tudi to, da ne nagovarja otrok. Zakaj? Ker ko bo ta ista družina se odločala o tem, kje bo kuhila kuhinjo, bo poleg vseh ostalih dejavnikov zelo pomembno, kako so se počutili vsi člani družine, ko so izbirali svojo kuhinjo. Zato mora vsak prodajalec vedno nagovarjati vse prisotne. Pa še en podatek, če je tukaj kateri prodajnik, 83% vseh nakupov, ne glede na to, kaj se kupuje, zaključimo ženske. Ja? Lahko kupujete avto, lahko izberete vso opremo, lahko se odločite, kak je motor bo imel, katere znamke bo sam barvo, bo pa meni strane. Najmanj to. Tako da, ta ženski vtis ali pa ženski vpliv na to, kom se bo nečesa prodalo, je izjemno pomembno in zato je vedno prav, da nagovarjate tudi ženske takrat, kadar se kupujejo neke bolj moške stvari. Ok, dialog. To smo povedali že tam, ko smo govorili o eni osebi. Predavanje. Tudi tega smo se že dotaknili, ampak mogoče še kakšna malenkost. Včasih je veljalo tudi, da je treba, kadar predavamo, stati zravnano, na mestu, gledati vse ljudi, delati rokami od pasu do brade, ampak predstavljate si, da bi jaz zdaj na tak način uro in pol stala pred vami, tukaj na mestu, lepo delala točno tako, kot so včasih zapisali v knjigah, se nikamor premaknila, a je to naravno? A je to simpatično? Tudi ne, ne? Zaradi tega, ker kadar se lahko gibamo v prostoru, ali da si vzamemo to pravico, potem damo celega sebe v to, kar govorimo, potem lahko naše telo govori v celoti. Pogoj za to pa je seveda, da govorimo stvari, ki jih poznamo, ki jih vemo, katere verjamemo. Okolje, prostor. Če je možno, da izbirate vi prostor, kjer boste govorili z nekom, prostor za sestanek, na primer, izberite nek mirno prostor, prijeten, svetlo prostor, ki sam po sebi želeva neko pozitivno energijo. Zato, ker je v takem prostoru pogovor bistveno bolj prijeten, kot če to ni. Če ste v funkciji nekoga, ki predava, pridete na predavanje prej. Če predstavljate svoje projekte, če je le možno, spoznajte prostor.
ugotovite, ali ima tehnično opremo, ali je nima, ali ta deluje ali ne, kako bodo sedeži postavljeni. Jaz sem to dan vse naredila, da nekaj mislim, da sem sama sebe negirala, ne? Nič ni bilo na mojem zelniku tega, da smo zamujali. Kakšna je priložnost? Priložnost je velikokrat tista, ki nam tudi povzroča tremo. Recimo, če ste nekdo, ki bo predstavljal svoj projekt na podiumu, zdaj imamo pa nekaj tukaj, ne? Startup, ki se je že predstavljal. Skratka, ko smo v funkciji, ko moramo predstavljati neke stvari, je priložnost tista, ki nam nalaga tudi tremo. Ampak trema in vznemirjenje sta zelo blizu. Kako se kaže trema? Največkrat potne roke, hitro biti srca, tresoča kolena ali dregetajoče roke, nekaj bi radi počeli z njimi. Kaj pa vznemirjenje? Zelo podobno, kar se fizičnih znakov tiče. In če vam zdaj povem eno svojo izkušnjo, recimo, ko sem začela voditi prireditve tam nekje približno 20 let nazaj, sem vsakič preden sem šla na oder razmišljala o tem, kaj slabega se mi lahko zgodi, da bom zadevo zeznila. Ali me ne bo delal mikrofon, ali se bom spotaknila, ko bom šla dol, ali mi bodo padli vsi listi, ki sem jih imela, ker sem imela zapisane moderacije dol, ali bodo ljudje se mi posmehovali, če se mi karkoli takega zgodi. Skratka, vse slabo. Posledica tega je trema, ki te ovira pri svojem delu. Odločiti se za to, ali bom imela tremo, ali bom vznemirjena, je moja odločitev. Res pa je, da ne deluje prvič. Ne? In če se odločim, da sem vznemirjena, potem vidim pozitivne stvari. Potem je vsak moj nastop priložnost, ki jo moram izkoristiti, zato da lahko nagovorim toliko in toliko ljudi, ki me bodo poslušali. Vidim pozitivno v tem, kar bom počela, čeprav me navdaja z nekimi občutki, ki povzročajo fizične neprijetnosti. Vsebina, pogoj, da jo dobro poznate, če želite dobro komunicirati. Ko govorimo o tem, kakšni meri vplivamo na naše sogovornike, velja, da je 55% našega vpliva neverbalna komunikacija, 38 glas in način govora in samo 7 vsebina. Potem se vprašamo, zakaj bi se človek s vsebino sploh ukvarjal. Zato, ker če vsebina ne stoji, potem tudi neverbalna komunikacija ne bo funkcionirala. Glas in način govora ne bosta takšna, kot morata biti. Jaz tako, da vam govorim na tak način vse, kar bom povedala, da drži, nič od tega ni narobe, ker vsebina je prava, vsebina je ok, ampak glas in način govora ne bo če ne šloša, pa neverbalna komunikacija tudi ne funkcionira. Tu je razlika. Tu je ta razlika. Če dela samo 7% oziroma samo vsebina, glas in način govora ne in neverbalna komunikacija ne. Telo, smo že rekli, pričakovanja. Mi vsako leto predavamo na eni srednji šoli v okviru izbirnih vsebin. In ta šola med izbirnimi vsebinami razpiše dvoje. Eno je tečaj cestno-prometnih predpisov, ki je omejen številčno, jasno, za en razred. Vsi ostali morajo biti pa k nam na retoriko, če hočejo nekaj izbirni predmet priznati. Tako da veste, kakšno strašno veselje in vznesenost pri teh dijakih, ki živimo ob 7:15, ker je naš termin predura. In potem imamo tam dijake, ki so tak na mizah. In če se vrnem, njihova pričakovanja so kakšna? Naj ura čim prej mine, pa naj me pustijo spati, če se ne da. Naša pričakovanja na takšnem srečanju z našimi dijaki pa so kakšna? Da bodo točno sodelovali. Kako? Da bodo poslušali in sodelovali. Ne, to bi bilo zelo iluzorno. Kako so naše želje in upanja, absolutno. Ja. Naša pričakovanja so točno takšna, ker to zdaj počnemo že nekaj let. Ampak naše želje, ki izvirajo iz tega, da bi nas vse malo poslušali, pa so, da dvignemo svoje pričakovanje, da rečemo, ok, da jih vsaj zmotiviramo, da do konca ure vejo, da je lahko komunikacija tudi fajn. Da ni nujno, da gre vedno samo to, da je treba narediti, to ti nekaj ne pače, ampak da lahko mogoče pomisliš malo na drugačen način, obrneš misli, pa tudi tam, kjer si misli, da nekaj ne bo najbolj fajn, potegneš nekaj pozitivnega. Energija, komunikacija je izjemno pomembna. S kom se radi pogovarjate? Z nekom, ki ima nekaj energijo, ki da nekaj od sebe. Ni hujšega, kot pogovarjati se z dolgočasnimi ljudmi brez energije. Ko pridete do nekoga, pa morate nekje biti.
pa tak sedi tam, pa hvome kaj iz usti. Po možnosti še tak 3-krat vmes vdihne. Ja. Ja. Vse bomo. In bolj čakaš in štaješ na vse, veste, kdo je že rekel, da je bilo vredo, dokaj so na uro bili, ko so jih začeli 30 let, to rekel, pol ga je zaskrbelo, da so videli, če še delajo, ne? Počutje in čustva, o tem smo prej govorili. Počutje je tisto, ki je najbolj pomembno in ki odloča o tem, kako bomo komunicirali z drugimi in koliko bomo uspešni, ko gremo na sestanek k nekomu. Če se kdaj ostanete na levo nogo, imate dve možnosti. Ali greste s tisto voljo na sestanek ali med svoje sodelavce in pridete in rečete, jutro. Ali pa se odločite, da pa se rečete, ok, stal sem na levo nogo, ampak moji sodelavci nimajo s tem nič, moj poslovni partner nima s tem nič, noben od njih ni kriv, da se jaz tako počutim, torej izberem, da se bom počutil drugače in da jih ne bom moril svojo slabo voljo. In pridete v službo in rečete, dobro jutro, tako se spodobi, da še komu drugemu prikličete na smeh na obraz. Izkušnje. Jasno, večkrat kot boste govorili, boljše boste govorili, bolj boste samozavestni, več boste največkrat tudi prodali. Vrednotenje, včasih so na meni stvari zelo nepomembne. Jaz recimo se vsakič znova zalutim, ko me kličejo na telefon zavarovalniški agenti. Pa se mi zdi, da si kar dobro zapomnim imena, ampak vedno znova po takem telefonskem pogovoru se vprašam, kak je bilo tema agentu ime? Pa se čisto vsi predstavljam. Zato, ker zame to ni pomembno. Vrednotili. Včasih mogoče celo napačno. In predvidevanje. Fajn je, če predvidevate, kdo bo vaša publika, kakšna bo, kaj jih bo zanimalo. Potem je predvidevanje koristno. Največkrat pa ni, ne? Največkrat je pa predvidevanje nekaj, kar nas ovira. Spoznate novega človeka, pa vam pove, da je policaj. Mislim, vsi že veste, kak je. Največkrat vemo, reče, da je policaj. Aha, ok. Spoznate novo žensko v neki družbi, pa reče, da je zdravnica. Ima drugačne karakteristike, kot oni policaj prej, ne? Pa še o nobenem nič ne vemo. Predvidevamo na osnovi nekih ali preteklih izkušenj, ali družbenih norm, vzorcev in to je redko, da je koristno. Ima pa močan vpliv na to, kako bomo komunicirali dalje. Če razmišljamo o tisti zdravnici prej, ne? Za zdravnike načeloma velja, da so izobraženi, razgledani, po možnosti na življenju lahko še kaj koristijo, torej bomo z njimi takoj zelo prijazni, nekaj bomo poskušali vzpostaviti stik, bolj prijetno se nam bo pogovarjati z njo kot s policajem. Vse dobro, se tudi lahko visitka, verjetno včasih prav pride, ali pa včasih vsaj nekoč je bilo to tak, ne? In treba tudi to smo pa že omenjali. In če se zdaj poglobimo malo bolj poslovno komunikacijo, zaradi katere smo tukaj, ko gre za poslovno komunikacijo, gre vedno za poslovni odnos. Ne samo takrat, kadar se pogovarjamo s poslovnimi partnerji, ampak tudi takrat, kadar gre za komunikacijo znotraj kolektiva. Marsikateri direktor, vsaj v starih časih, je razmišljal in govoril tako, še po svojih tistih kriznih časih, najbolj srečen, ker ima službo za svojega delavca. Srečen je lahko, ker ima službo, zdaj pa naj dela. Ti časi so seveda mimo, zaradi tega, ker je danes itak več delovnih mest in potreba po delavcih večja. Na drugi strani se pa tudi takrat to ni najbolj splačalo, predvsem zato, ker nihče ne more tako slabo plačati svojega delavca, kot lahko on dela. To sta dva reka, zdaj, ki smo bližje velikokrat deležni. Zakaj vam to govorim? Zaradi tega, ker je izredno pomembno, kako spoštljiv odnos imate tudi s svojimi sodelavci, ne glede na funkcije, ki jih upravljate ali vi ali oni. In če boste spoštljivi drug do drugega, če boste spoštljivo komunicirali en z drugim, boste kot podjetje bistveno bolj uspešni. Kadar govorimo o poslovni komunikaciji, gre vedno za izzive povezane s poslom. Če se kdo jezi na vas, če reklamira neko storitev ali produkt in ob tem ne komunicira ustrezno, pomeni kriči,
včasih najdemo celo koga, ki uporablja kakšne kletvice in tako dalje, se lahko vedno postavite v pozicijo, da to ni namenjeno vam. Niste vi predmet teh kletvic, ampak je to neka njegova težava, s katero se sooča in je ne zna rešiti. In ko pride do take konfliktne situacije, je čisto brez veze tistemu na drugi strani začeti dopovedovati, kaj je res in kaj ni res, ampak ga je treba najprej poslušati do konca. Zato, ker v trenutku adrenalina, ko mi izlivamo svoj gnev na tistega na drugi strani, smo kot fijakarski konj. Mi ne vidimo nič, ne slišimo nič, hočemo povedati svoje in pika. In šele, ko pridemo do pike, je pametno, da tisti na drugi strani začne govoriti. Da nam pove, da nas razume in od tam dalje lahko rešujemo konfliktne situacije. Torej, kadarkoli gre za to neko tako situacijo, niste predmet obsojanja vi, ampak je neka težava, s katero se tisti na drugi strani sooča. Ko je poslovna komunikacija, oziroma kadar o njej govorimo, ni nič osebno in hkrati je vse osebno. Če govorimo o tem, da ni nič osebno, se lahko navežem na to, kar sem pravkar povedala. Na drugi strani pa je vse osebno. Bom spet povedala en svoj primer. Jaz sem bila pred leti urednica enega časopisa in novinarji, ki so pisali za ta časopis, so bili izbrani z moje strani. Torej, jaz sem bila tista, ki sem jih poklicala in povabila k temu, da pišejo za ta časopis. Naš šef takrat ni redno izplačeval honorarjev, pa niso bili taki časi, da se to ne bi dalo. Vedno znova je zamujal s izplačilom honorarjev. In če bi jaz bila v funkciji, da v poslu nič ni osebno, bi enostavno te moje novinarje napotila na direktorja in rekla, gledaj, to ni moja stvar, ne, zdaj mi smo v poslovnem odnosu, plačila ima preko direktor, dajte se kar na njega obrniti. Jaz z vašimi honorarji nimam nič. Jaz skrbim samo za vsebine, določam, kaj bi vi napisali in tako dalje. Ampak to je tudi osebna stvar. In vsi ti novinarji so klicali mene in od mene pričakovali, da bom urgirala pri direktorju. In jaz se ne znam predstavljati, da v tistem trenutku ne bi razmišljala o njih in ne bi šla urgirati k direktorju, pač pa bi jim rekla to, kar sem prej rekla. Torej naj grejo po direktorja sami. Zato je v poslu vedno marsikaj tudi zelo osebno. Ko govorimo o poslu, to je ekipa retorik. Polona in jaz kot ustanoviteljici. Zakaj smo ti na sredini? Z namenom. To je tako dobra fraza. Očitno si je treba zapomniti. Špela in Gašper bi rekla, ker sem lahko. Zgoraj je Vesna, ki je tudi danes tukaj. Pa mogoče preden na ostali, bom povedala, zakaj sem dala ta slajd. Prvič namerno piše kolektiv. Zaradi tega, ker smo mi skupek enih lastnosti, osebnosti, ki funkcioniramo skupaj in skupaj delujemo, skupaj dosegamo rezultate. Če sem jaz prej rekla, da sem nekdo, ki želi ves čas imeti nadzor, ki želi točno vedeti, kam kaj gre, kaj se dogaja, kaj bomo delali v prihodnje, je recimo Polona v tem pogledu, čeprav smo se v marsičem podobni, precej drugačna. Ona je tista, ki vleče naprej, ki je vizionarska, ki si upa, ki je pogumna. Jaz sem tista, ki vleče nazaj in potem nekje na sredini je običajno pravo, ko gre za neke poslovne odločitve. Potem Vesna, ki je nova v našem kolektivu in brez katere, da že leto dni stala, še vedno precej nova, je tisto, brez katere si ne znam več predstavljati, da bi retorik funkcioniral. Je včasih prikupno zmedena, kar je nama spolno posebej fajn, ker jo bolj lahko včasih malo obračava, pa malo modelirava, po svoje in tako dalje. Skratka, nasmejana, pozitivna. Potem je tukaj Sašo Pap, ki ga poznate iz druge zgodbe po večini. Sašo se zdaj ukvarja intenzivno z vini, tako če rabite kako dobro vino je pravi naslov, drugače je pa tudi predavatelj v našem podjetju, kriva določena področja. In spodaj Petra Grajner, ki skrbi za posebne projekte, z njo sodelujemo projektno. Čisto tukaj najslabša resolucija je pa od ene deklice, torej fotografije, je pa od deklice, ki se ukvarja s čem, kaj mislite? Slikanje. Kako? Slikanje. Slikanje? Ne, čisto slikanje, je pa res da z digitalno, ne? Torej
kar se dotika naših spletnih aktivnosti, teh tehničnih ozadij in tak dalje, in Katja je tista, ki se največkrat najraje skriva doma in dela se preko računalnika. Zakaj sem v vsakem povedala par lastnosti? Zaradi tega, ker morate vedeti, da vsaka organizacija, vsak kolektiv je sestavljen iz posameznikov, ki imamo svoje zgodbe, ki imamo svoje interese. In uspešen je lahko samo tisti kolektiv, kjer se ti interesi posameznikov spoštujejo in sprejemajo. Naš skupni imenovalec je ta, da spoštujemo drug drugega, da smo prijazni, da smo pozitivni in da smo energični. Najbolj pomembno je pa to, da spoštljivo komuniciramo drug z drugim. In jaz mislim, oziroma verjamem, sem prepričana, da je uspeh retorike ravno v tem, da smo spoštljivi in da to upoštevamo pri vsakodnevni komunikaciji drug z drugim. Jaz sem pa na sredini, zato ker največkrat se povezujem vedno celotno. Če pa napotka o poslovni komunikaciji, potem pa mogoče zelo kratko obnovo, se pomaknemo proti zaključku našega srečanja. Skratka, ni vseeno, kdaj se pogovarjaš o pomembnih stvareh, niti kje. Ko govorimo o sestankih, smo že prej rekli, da je pomembno izbrati ustrezen prostor, ali pa da je fajn, če imamo to možnost. Še posebej, kadar pa gre za reševanje nekih konfliktnih situacij znotraj kolektiva, če vam nekaj pri nekem sodelavcu ne paše, če vam nekaj ne paše pri nekem poslovnem partnerju. Izberite dislocirano enoto, torej ne vaše pisarne, ne njegove pisarne, ne sejne sobe v podjetju. Zaradi tega, ker ima vsak prostor svojo energijo in če pridete vi na moj teren reševati nek problem, imam jaz od zavesti prednost. Zato se pomaknete na neko dislocirano enoto, nekam ven, na neutralni teren, kot temu rečemo, in boste videli, hitreje boste prihajali do nekih pozitivnih zaključkov. In čas. Če ima kdorkoli od vas ali vaju dveh, ki sta vpletena v neko neprijetno komunikacijsko situacijo ali kakršnokoli situacijo in bi jo želeli skomunicirati, tega ne počnite takrat, ko imate gužvo. Ali vi, ali on. Zaradi tega, ker bo človek nervozen, z mislimi bo vso druge in ne bo pripravljen slišati, kaj in zakaj vam ne odgovarja pri njegovem načinu dela. Še to mogoče, kadarkoli podajamo kritiko, se veste, kritika je konstruktivna, je fajn, da jo dobimo, zaradi tega, ker je to priložnost, da napredujemo. Ampak, pomembno je, na kak način se ta kritika poda, ko se izreče. Pomembno je, da razmišljamo o tem, kako jo bomo povedali in da bo usmerjena na dejanje, ne na človeka. Ne sodimo potem, če nekdo nekaj dela počasi, da je len. In pridemo do njega in rečemo, veš kaj, mene pa moti, da si lena. Zakaj? Zato, ker sem jo okarakterizirala. In to ni prav, te pravice nima nihče od nas, da kogarkoli okarakterizira kot kakršnega koli. Lahko pa rečem, glej, zanima me, zakaj vedno znova to in to stvar narediš v roku, ki je daljši od predvidenega. Imaš kak razlog. Pa še ena stvar, komunicirajte iz sebe, kaj vi pričakujete, kaj vi želite z jaz komunikacijo, ne s ti. Ne reci, naredi to. Reci, želim, da narediš, pa se popolnoma drugače sliši. Drugače je sprejeto. Ne pričakuj, da bodo drugi delali, razmišljali ali komunicirali točno, kako delaš, razmišljaš ali komuniciraš ti. Mogoče je kdo že slišal za en stavek, ki je po mojem tak zelo zgovoren. Ni res, kar je res. Res je, kar jaz mislim, da je res. Torej, vsak od nas ima svojo resnico, ki je zanj najbolj prava. In velikokrat, ko želimo doseči svoje, drugih sploh ne slišimo z njihovimi resnicami, ne slišimo njihovih argumentov. Pričakujemo, da bodo delali, razmišljali in komunicirali na tak način, kot komuniciramo mi. Dajmo odpreti svoje misli, svoje ušesa in slišati, kaj nam ima tisti na drugi strani povedati. Največkrat ima si kdo kako pametno idejo, ki je lahko celo boljša od naše. In povej večkrat na različne načine. V enem podjetju, ravno včeraj, ko sem predavala, sem dobila komentar, ja, vse smo že povedali, pa to pogosto slišimo podjetje. Vse smo že rekli, pa se nič ni spremenilo. Pa jaz vprašam, ok,
Komu ste pa povedali? Pa povejo, komu ste povedali. Seveda, kolikokrat ste pa povedali? Ja, zadnjič smo povedali, pa ni bilo nič drugače. Povejte večkrat. Povejte na različne načine. Včasih imajo ljudje neke svoje skrbi, delajo svoje stvari, enostavno pozabijo, preslišijo, ni pravi trenutek, založijo elektronsko pošto, karkoli, neko informacijo postavijo nekam na stran, se mogoče niti ne spomnijo več, da so jo že slišali, da so jo že dobili. Zato povejte, nič ni narobe, nič ne gnjavite. Recimo en konkretni primer, ki se zelo pogosto dogaja v poslovnem svetu, pošljete ponudbo za svojo storitev ali za svoj produkt. In potem dobite prvič odgovor, ja, nismo še uspeli pregledati. Pa pol čez nekaj časa, zdaj direktorja ni na dopustu, dajte naslednji teden poklicati ali pa nam napišite mail. Pa pol spet čez en teden napišete, pol se vam pa že zdi, pa zakaj pri vragu bi jaz zdaj še, mislim, kaj si bodo pa mislili, gnjavim, da sem tečni, da posiljujem z nečim. Kaj pa je res? Res je to, da tisti na drugi strani ne komunicira ustrezno, če se je odločil, pa nam tega ne pove. Hiter ne je veliko boljši kot počasno mecanje. Za oba. Pove, da stojite za svojim stališčem, na drugi strani pa tistemu omogoča, da gre naprej, da išče novo stranko, da novemu ponuja svoje storitve ali produkte. In, če sem rekla, mogoče ob koncu še kratka obnova. Na začetku nekje približno smo govorili o tem, da lahko spreminjaš samo sebe. Govorili smo o spremembah in vedno vedite, da lahko spreminjate samo sami sebe in nikogar drugega. Dejstvo pa je, da boste s spreminjanjem samega sebe vplivali na to, da se bo začela spreminjati tudi okolica. Zakaj? Ker bodo njihove reakcije na vas in na vaše spremenjeno vedenje drugačne. Vaša možnost je tudi, da motivirate ljudi okoli sebe za spremembe, da jih navdihnete za to, da tudi oni naredijo en korak naprej, drugače, drugam. Tvoje čustva in tvoje počutje definirajo, odločajo o tem, kako boš komuniciral ali komunicirala. Če se počutiš dobro, boš lahko to prijazen, boš samozavesten, si boš želel. Če se ne počutiš dobro, če si razočaran, žalosten, se največkrat želiš zapreti nekam, biti sam s sabo, ne v družbo, kaj še ne bo, komu kaj reči, ali pa celo kaj prodati. Za komunikacijo si je potrebno vzeti čas. Dobri vodje, po eni raziskavi, ki je bila narejena v Angliji leta 2016, porabijo za vodenje svojih ljudi, torej tisti, ki so dobili najboljše ocene, 75% svojega službenega časa. Za komuniciranje z njimi, kasnega za vodenje, za komuniciranje z njimi. Torej, dobri vodje za komunikacijo s svojimi zaposlenimi porabijo 75% svojega delovnega časa. Zato, ker samo na tak način lahko vejo, kakve so potrebe njihovih delavcev, kaj si želijo, kak razmišljajo, kakve so njihove ideje, kaj potrebujejo. Ljudje smo različni in različno komuniciramo. Bodite strpni s tistimi, ki so drugačni od vas, da boste prišli z njimi na isto valovno dolžino in da boste lahko z njimi sodelovali. Zbrano poslušanje in nasmeh sta najpomembnejša elementa komunikacije. Za tem stojim in poskusite biti dobri poslušalci, ali pa boljši poslušalci, kot ste bili do danes, bolj fokusirani, pa boste videli, koliko več človek sliši, tudi med vrsticami. Ko poslušate, ne samo z ušesi, ampak tudi z očmi in z vašimi občutki. In nazadnje, trudite se biti dovolj dobri, ne popolni. Ker popolnost ne dopušča napak. Jaz bi na tem mestu dala vam besedo, če imam kakšno vprašanje, kakšen komentar, karkoli. Nič. To pa sem malo še eno misel. Če jo bom našla, s katero bi se rada poslužila, ker se mi zdi tako zelo fajn.
odličnih govorcev, spretnih pogajalcev, uspešnih prodajalcev, dobrih sodelavcev in pozornih poslušalcev je prijaznost. Čisto za konec vas povabim na Facebooku, če ste tisti, ki ste pripravljeni širiti prijaznost med ljudi, ali pa tisti, ki se strinjate s tem, da svet potrebuje več prijaznih, da nas poiščete, retorik.si, Polona Požgan, Mojca Petan, in pa Prijazno je biti prijazen skupina, gibanje, ki se trudi polepšati svet z več prijaznosti med osebnih odnosih. Hvala.